Gremo. Telefon imam. Danes sem bila počaščena prvič v tem letu, v tej zimi, iti na sneg, da ne rečem še s svojimi prvimi smučkami, ki jih imam že od septembra v maju. In jokam za to, ker je bil vložek skoraj za nič. Treba izkoristiti. Vsak dan, ko ne greš na sneg, je zamujena priložnost. Kaj imaš to? Locus Maps. Če ste prišli tale video pogledati zato, ker pričakujete kakšne dobre turno-smučarske nasvete, vas morava razočarati, ker žal midva pač nisva to. Midva sva pač midva z najnimi dogodivščinami in pripetljaji. Tole je najin prvi del utrinkov pretekle zime in turno-smučarskih izletov. Ne grem na kolena. Z Valentino sva tiste sorte ljudi, ki morajo vse početi. In zato sva tudi ta izlet izkoristila ne samo za rekreacijo, uživanje, snemanje teh posnetkov, ampak sva istočasno tudi delala fotografije, katere lahko v bistvu vidite na najinem Instagram profilu, ki jih redno objavljava. Ja, srčka. Po mojem mora prijeti tja gor še. Pa tudi če obrneva. Nimam pojma, ki sploh sem. Mimogrede, če slučajno še kdo ni opazil, imam jaz s seboj na tokrat turi ful dobre palce. Take, ki sploh ne rabijo krpalc. To je seveda sarkazem. Snega je dost, da vam pokažem. Evo, saj 125 centimetrov ga je. Ful dobre palce. Ja, mogoče pa ne, ker se je skrčila. Čakaj, moram drugo probati. Evo, ta je pa podolgovata. Mislim, raztegnjena. No, saj to ga je. Se pravi, vsaj 115. Nekaj je. Mimogrede, taki razgledi. Šel sem hitro čez, zato ker tako že vsi poznate Veliko planino. No, daj, gremo škijati. Valentina je na vrhu Velike planine se jokala, ker je bilo kao težko nekaj sfurati. Zdaj tlele se je pa tle po tej grabci oziroma po tej strmini levo furala. Jaz sem šel tle noter, ker nisem videl druge poti, tle noter, Valentina se je pa tle dol spustila. Dan je bil zelo poln čustev, enih in drugačnih. Prej, da sem se posnel, ker sem takole palce zlomil. Druga mi manjka tale stvar gora, vidite, razlika, čepek. In ko se je to zgodilo, nisem hotel reči v kamero oziroma Valentini, da bi šel lahko dan še hujš, da se ne bi zarekel, ampak že to je bilo dosti, da sem sam razmišljal o tem, ker tale smučka je v redu, pač ajde ene stare rise, nima veze. Tale smučka pa ni v redu. Sploh nič posebenega ni bilo. Pač v eno grapo sem zapeljal, no ampak edino slabo je zdaj, da mora peške iti dol. Snega je še kar, mislim, zgleda, da ga je veliko, ampak je tak triki. Navsko je, ko ne veš, kje je lukanca, kje je skala, hudič. Tako da jaz koliko ne moram več smučati dol, Valentina pa noče, ker ima čisto nove smučke in jih noče uničiti na prvi turi. Tako da, očitno back to MTB.
Pa še sreča, da imam jaz toliko veliko bratov, da si lahko vsakič od enega sposodim smučke in jih uničim. In sem na naslednjo turo vzel od brata bolj freestylerske smučke. Na srečo jih nisem uničil. Vsekakor mi pa ni šlo tako dobro, kakor klasično. Če potegnemo črto, pa se mi zdi, da bova še kdaj šla na Veliko planino tudi turno smučat. Čeprav se sliši zelo amatersko, ampak pa je Velika planina vsekakor ena izmed opcij, ki tudi lahko postreže s kakšnimi lepimi zavoji. Če te zanima pot, po kateri sva se odpravila na Veliko planino, imava tu pred teboj GPS posnetek najinega izleta. Avto sva parkirala na parkirišču pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino v Kamniški Bistrici in se odpravila proti planini dol. Ker je prvi del poti nekoliko strmejši oziroma bolj neroden za smučke, sva smučke nataknila na noge šele na planini dol. Ter se odpravila na Koritni vrh, s katerega imaš lep razgled na Gradišče in vse koče Velike planine. Pri spustu navzdol pa sva seveda smučala tako dolgo, kolikor nama je to dopuščala snežna podlaga.